Evo ti nam boš povedal že naslednjo modrost, torej vsi vemo za raztezanje, vsi ljudje, vsi rekreativci, vsi športniki praktično so prepričani, da je raztezanje tista nujna zadeva, bomo rekli, pred vsakim treningom, po vsakem treningu, kot samostojen trening celo. Torej, glede na to, da govorimo o regeneraciji, v teh najnih videih, mi boš povedal, kako znanost in kaj znanost pravi o raztezanju in njenem vplivu na regeneracijo, torej ali dejansko pomaga in kako, če pomaga. Začel bom nekje drugje, čisto na drugem koncu, na tistem neznanstvenem, in sicer z očetom imamo ves čas se nekako prerekava o tem, ali raztezanje deluje ali ne, in on pravi, da če gre v hribe in potem pač on gre v hribe redko in ko hodi po klancu navzdol, na koncu pride seveda do poškodbe mišic, in on pravi, da če ne naredi raztezanja, mišice, statičnega raztezanja, tako ko pride pač po klancu navzdol, da ima naslednji dan če ne naredi raztezanja, ima naslednji dan muskel fiber. Če ga naredi, muskel fibra nima. In to najbrž ni edini, ki tako razmišlja. In vsakič se nekako sporečeva, ker mu zatrjujem, da enostavno raztezanje ne more preprečiti muskel fibra. In v tej priložnosti potem smiselno, da se obrazloži, kaj pravzaprav muskel fiber je in zakaj do njega pride. Gre za nastane ponovadi najbolj pogosto pri mišičnem krčenju, ko se mišica pod obremenitvijo, a se razteza. Se pravi, če vzamemo primer bicepsa, se pravi, ko ti utež spuščaš navzdol, takrat pride do tako imenovanega ekscentričnega krčenja mišice in takrat se mišica podaljšuje, hkrati pa je pod obremenitvijo in takrat pride lahko do mikropoškodb v mišici. Spravi, če si predstavljamo poškodbo mišice kot nekakšno vrv, ki ima posamezne niti natrgane, se pravi, pravzaprav mišica je sestavljena iz posameznih niti, in potem pomislimo, kaj raztezanje je, ugotovimo, da z raztezanjem pravzaprav mišico bi lahko še dodatno poškodovali in stvar celo poslabšali. In to dejansko se zgodi. Se pravi, z raztezanjem po zelo naporni vadbi podaljšamo čas regeneracije, ker še dodatno poškodujemo. Torej podaljšamo. Ja, se pravi, po napornem treningu je vsekakor raztezanje, statično raztezanje, se pravi 15 sekund držimo v neki poziciji, na robu bolečine, odsvetovano. Enostavno bomo podaljšali čas regeneracije. Ali torej raztezati se ne za športnike? Ne, to je druga stvar. Zato, ker raztezanje je del našega dobrega počutja in že če pogledamo živali, vidimo, da pač se one tudi raztegujejo, recimo psi ali pa mačke. In raztezanje, po mojem mnenju, sodi v posebno vadbeno enoto, takrat, ko sem nekako sproščen zvečer ali pa če dan kadarkoli, in nisi pač času regeneracije, mišice so kot nove in takrat pač narediš raztezanje, čisto zato, da ohranjaš neko gibljivost splošno. In pa še ena stvar je, kdaj je raztezanje odsvetovano, čeprav ni ravno povezano z samo regeneracijo, je pa pred eksplozivnimi gibi. Se pravi, če bomo pred neko eksplozivnimi aktivnostmi, recimo pred odbojko, da imamo čisto tak primer ali pa pred dvigovanjem uteži, delali statično raztežanje, bo posebej se zgodilo, da bomo malo eksplozivno, se pravi, bomo dvignili manj ali pa ne bomo skočili tako visoko. Torej, za konec priporočilo, preden gredo ljudje recimo, ali pa preden začnejo z vadbo v fitnessu, preden začnejo s tekom zunaj, lahko naredijo verjetno kakšen manjši razteg, ampak ki pretiravati verjetno ni najbolje, ne? Po mojem mnenju se lahko priporoča dinamično raztezanje. Dinamično raztezanje, recimo kroženje z rokami, čisto nek tak primer, ko recimo mišico dejansko raztegnemo, ampak v tisti poziciji jo ne obdržimo.
to niso sicer zamahi, recimo kakšni zamahi, ali pa zato, ker pač zamahov pride do res velikih amplitud, ampak recimo, da gremo že samo naredimo nek gib, ki je v celotnem razponu v celotnem razponu. Ja. Ampak takoj po vadbi pa načeloma odsvetuje, torej podatki kažejo, da takoj po vadbi ni najbolje, da začnemo z raztezanjem. Ne? Ja, enostavno ni nobenega pozitivne lastnosti, tako da raztezanja po vadbi jaz osebno ne bi kdaj priporočil. Aha. Morda čisto takšno malo krajše, toliko za umiritev, za morda boljše počutje. Torej, Ja. Ja, tako.